Spoštovanje in podpora nista več tako samoumevni, kar vi, spoštovani gostje, zelo dobro veste. Podjetniki ste v teh svobodnih časih vse manj svobodni, kakšni politični stranki celo državni sovražnik številka 1, a dejstvo je, da brez močnega gospodarstva ni delovnih mest, ni zaposlenosti, konec koncev ni socialne države. Temu, kje je v tem trenutku naša država, predvsem v kakšnem poslovnem okolju se nahajamo, bomo spregovorili v nadaljevanju z največjimi poznavalci in strokovnjaki. Današnji dogodek poteka v organizaciji Gospodarskega foruma Slovenske demokratske stranke, ki ga vodi generalni sekretar magister Borut Dolanc, in pa odbora za gospodarstvo pri strateškem svetu SDS, ki ga vodi gospod Zdravko Počivalšek. Preden mu dam besedo za uvodni nagovor, pa naj komisijo povabim še ostale cenjene govornike. Res nas izjemno veseli, da ste se odzvali našemu vabilu. Gospod Aleksander Mervar, predsednik uprave Elesa, ker izvolite. Doktor Janez Šušteršič, eden najuglednejših ekonomistov, nekdanji finančni minister. Gospod Ivan Simič, davčni strokovnjak, nekdanji direktor finančne uprave. Gospod Izidor Krivec, predsednik uprave Celjskih mesnin. Najprej pa, kot rečeno, dajem besedo Zdravku Počivalšku, nekdanjemu gospodarskemu ministru v 3 različnih slovenskih vladah. Spoštovane gospe in gospodje, gospodarstvenice, gospodarstveniki, udeleženci okrogle mize, vsem skupaj lep pozdrav. Moram povedati, da mi je v veselje, da po zadnjem obdobju, ko kjerkoli v javnosti, medijih govorimo samo o tem, kako bomo delili tisto, kar je ustvarjeno, pridemo na en dogodek, kjer upam, da bomo naslovili teme, s katerimi se bomo ukvarjali na področju ustvarjanja. Pravi, želimo odpreti diskusijo na to, kako bi naredili več. Dejstvo je, da je v zadnjih 4 letih slovensko gospodarstvo doživelo skupaj s svetovnim velikih pretresov. Najprej COVID kriza, pretrganje dobavnih tokov, ta zadeva se je pač posanirala, pa smo prišli pol malo v energetsko krizo, v vojno v Ukrajini, skok cen žita, vsaj začasno, vpliv na dvig prehrane. Vse to so teme, ki jih želim, da odpremo potem v nadaljevanju na okrogli mizi. Zdaj, kaj storiti? Kaj se bomo ali pa se moramo naučiti iz vsega tega in sicer kaj bi morala biti naloga vlade, politike, strokovne javnosti in pa predstavnikov gospodarstva. Naloga vseh nas bi morala biti, da ustvarjamo stabilne, predvidljive in gospodarstvu ugodne pogoje. Mi imamo samo en motor, na katerem temelji država. Gospodarstvo. Znotraj tega izvozno usmerjeno gospodarstvo. Če malo poenostavim, približno 85 ali pa preko 80% vsega, kar naredimo v storitvah in v produktih, prodamo na tuje. Zato je naloga vseh nas, da ustvarjamo take pogoje, da vzpostavimo sistem, ki bo odporen na strese, ki bo omogočal, da bomo na strese odgovorili hitro, učinkovito, da bomo naslavljali prave in pa specifične potrebe gospodarstva in da bomo delovali proticiklično, aciklično. Ne moremo zatirati gospodarstva na eni strani z dodatnimi davki, ko so stresi na trgu, in pa ni potrebe, da bi mu dodatno pomagali, ko so razmere dobre. Gre za to, da moramo v dobrih časih ustvarjati rezerve, zato da bomo lahko iz njih črpali v kriznem obdobju. Ko govorimo o
dolgoročnosti in pa stabilnosti, pa takoj ali pa malo trčimo tudi na zeleni prehod. Tudi o tem mislim, da bomo danes rekli kako. Bistveno je, da se zavedamo, da želimo ohraniti ta življenjski standard in da ne moremo iz danes na jutri prekiniti starim načinom dela ali pa staro ekonomijo in začeti vse na novo. Ne gre. To že zdrava kmečka pamet pove, da ne moremo na silo zapreti recimo TEŠ 6 v nekem času, ki ga nismo dobro premislili, da moramo spremeniti energetske vire čez noč, da je zato potrebno imeti kar nekaj čas, sredstva za investicije v energetiko, v nove tehnologije. Tudi zviševanje davkov, pristojbin, zakonsko zviševanje plač na silo lahko prinese samo negativni učinek. Mi smo še vedno država, ki v večini, in to je dejstvo, proizvaja polizdelke, ali pa če hočete, da se pošalim, semikonduktorje. In se obnašati se na silo, da bomo te spremembe upeljali čez noč, nas lahko pripelje samo v katastrofo. Mi nismo več konkurenčni na svojem segmentu in to postaja velik problem. Naši sosedje na severu, na jugu, delajo zadeve, s katerimi pomagajo svojem gospodarstvu. Hrvaška postaja davčna oaza, nam je na tem področju konkurenčna, Avstrija niža davke na številnih področjih. Mi pa bi plavali proti toku. Tako dobri kot Sara Isakovič, da bi to zmogli, nismo. In ne, da ne bi želeli biti high-tech, nasprotno. To moramo začeti delati ali pa v tej smeri moramo iti, vendar je tja samo ena pot. Pot, ki nas vodi preko dviga produktivnosti skozi inovacije, deregulacijo strani Evropske unije, debirokratizacijo, spremembe strukture energetske porabe, skozi upravljanje državnega premoženja preko SDH-ja v smeri privatizacije vsega tistega, kar ni strateško pomembno, in pa skozi prenos znanja iz univerz na področje gospodarstva. Vse to so področja, v katerih bi želel, da vsaj nekaj rečemo v nadaljevanju v okviru okrogle mize. Želim vam uspešno delo vsem skupaj tukaj na tem gospodarskem forumu in verjamem, da je to en prvih korakov, s katerimi se bomo začeli ukvarjati z diskusijo o tem, kako narediti naše gospodarstvo v prihodnje bolj uspešno. To je za mene in verjamem, da za vse vas, pa tudi za državo, najbolj pomembna tema. Hvala lepa. Gospod Počivalšek, hvala za ta uvod, pa vendarle bi naredili še en uvod v smislu, kje smo, kam gremo, zato bi prosila oziroma kar izkoristila dr. Šušteršiča, če nam malce pove morda ali pa predvsem v luči tega, da je Slovenija, rečemo zdaj že kar lep čas v primežu številnih stavk na eni strani, na drugi strani pa so te javne finance, proračun, za katerega je Fiskalni svet minuli teden izdal mnenje, da so, pa bom kar pocitirala, vladni predlogi proračunskih dokumentov za prihodnje 3-letne obdobje neustrezno naravnani, izrazito ekspanzivni in neskladni z lanskim priporočilom Sveta EU. Če rečemo pod črto, slovenski dolg na dolgi rok ni vzdržen. Zdaj, dogovori s sindikati, ko bodo, če bodo, nekako ne bodo možni brez nekih konkretnih obljub, dogovorov o višjih plačah. Kje smo se? Je Slovenija znašla v nekem začaranem krogu, spirali? Ja, dober dan najprej. Zdaj, kje smo ekonomsko, jaz težko rečem, jaz že nekaj časa govorim, da bo recesija, Govorim pa to zaradi tega, ker zelo težko razumem, da imaš lahko gospodarstvo, ki raste mogoče 2% na leto, pa samo 4% brezposelnost. To običajno ne gre skupaj. Se pravi, če hočeš imeti tako nizko brezposelnost, običajno moraš imeti hitrejšo rast. 2% niti
Najbrž ni dovolj, da zmanjšujemo razliko za bolj razvito Evropo. In moj odgovor na to je bil vedno, ja, zaradi tega, ker je inflacija visoka, pa zato, ker je javna poraba visoka, je to možno. In potem sem rekel, ko se bo to začelo zniževati, inflacija se zdaj že znižuje, javna poraba tudi majčkeno, ali pa primanjkljaj, ne bomo več mogli imeti 4% brezposelnosti, če ne bomo seveda vmes najdeli načina, da hitreje raste gospodarstvo. In zdaj zaenkrat, danes so pač neke malo bolj optimistične ankete ven prišle z gospodarstva, ampak to tudi niha. Tako da jaz še vedno mislim, da smo v zelo ranljivem času, tudi dolgoročno. Mi zdaj vsi govorimo o tej energetski krizi, pa koliko so se cene povišale zaradi tega, ampak če hkrati spremljate, kakšni so načrti evropske energetske politike, potem veste, da energija pač bistveno cenejša ne bo, verjetno bo še dražja na dolgi rok. Tako da tukaj je treba eno resno strukturno prilagoditev narediti. To bo sicer kolega potem več povedal po moji energetiki. Kar se pa tiče javnih financ, seveda fiskalni svet že dolgo časa opozarja, že od časa covida naprej, da je javna poraba previsoka, pa zdaj tudi, ko bereš zdaj fiskalni svet, pa tudi druge ekonomiste, ki so bili takrat bolj kritični, nekako si reče, vse takrat v obdobju covida je pa to bilo na nek način upravičeno, pa razumljivo, zdaj pa ni več. In zdaj imamo velik problem, točno to, kar ste rekli okrog plač. Ta vlada je v resnici, ko je nastopila, je govorila o reformah in potem smo te reforme malo sešteli, pa smo rekli, da bo stalo kakšno milijardo ali pa še več. Zdaj ne bi samo plač nastala milijardo 600. Stanje če se prav spomnim, stanje v proračunu ni bistveno boljše, čeprav je malo manjši primanjkljaj, opozorila fiskalnega sveta so še toliko bolj ostra, tudi iz njihove frustracije, ker jih očitno noben ne posluša. Reforma ni bila pa nobena narejena, od tistih, ki so bili takrat zdravstvena, pokojninska, pa še tako naprej. Se pravi, mi smo že v bistvu ta denar porabili, pa nismo reforme naredili. Zdaj, kaj je treba narediti? Po moja prva stvar, ki je treba narediti, je treba reči, kakšen davčni sistem hočemo imeti. Pa koliko lahko realno s tem zberemo, koliko odstotkov BDP-ja. Lahko zberemo z nekim normalnim davčnim sistemom. Pa ne bom zdaj razlagal, kaj se jaz potem predstavljam, ko bo pa verjetno gospod Simič, pa bomo mogoče kakšno repliko na to. Ampak to je osnova, to moramo najprej ugotoviti. Z enim normalnim davčnim sistemom, koliko odstotkov BDP lahko zberemo. Potem treba javno porabo spraviti na ta nivo. In osnovni mehanizem za to je zelo preprost, da v resnici gledaš pri vsakem izdatku razmerje med izdatkom in učinkom. In tega se pri nas ne dela. Čeprav imamo neke mehanizme, celo zakonske za to, ampak se to ne dela, pa odgovornosti za to ni. Pri nas je minister odgovoren, če eno investicijo slabo spele, eno stavbo kup narobe, da bi ga pa na koncu leta nekdo vprašal v parlamentu, ko prije zaključen račun, kakšne rezultate ste pa s tem dosegli, pa da bi bil za to odgovoren, da ni rezultatov dosegel z denarjem, ki smo mu ga dali, da jih doseže. Tega pa ne vidiš kaj dosti, ampak tukaj se začne. In se da zelo veliko stvari na ta način počistiti. In sedanji finančni minister je celo v parlamentu o tem govoril, o merjenju rezultatov, ko se je predstavljal. Ampak potem ni bilo vedeti, da bi se karkoli v tej smeri počeli, ker ne bom rekel, da je težko, je pa zoprno. In tako da po mojem tam bolj rabimo nekoga, ki danes, za finančnega ministra rabimo predvsem nekoga, ki zna pač učinkovitost pri porabi denarja zagotoviti. Ne toliko te makroekonomske zadeve in tako naprej, ampak to preprosto logiko. A ima smisel za to in to denar dajete.
Doktor Šuštaršič je že napovedal, da bo imel kakšno repliko, absolutno so dobrodošle, tako da če imate željo, se kar vključite. Jaz bi pa nadaljevala z gospodom Mervarjem. Gospod Mervar, ko vas ima človek takole ob sebi, pač ne moramo mimo vprašanja o energetski neodvisnosti. Zadnje čase se vsi pogovarjamo o JEK2, ko so vas pred kratkim v enem od medijev vprašali, če drži, da mora biti Slovenija samooskrbna z elektriko, ker nam bo to zagotovilo nižjo ceno elektrike, ste rekli, to je larifari. Zdaj cena zagotovo je en pomemben dejavnik, stabilnost, morda sploh zdaj v luči vojne še bolj. Je JEK2 tisto, kar Sloveniji prinaša energetsko neodvisnost, samozadostnost, je to tisto, kar Slovenija potrebuje? Najprej lep pozdrav vsem skupaj. Kar zanimiv vprašanje ste mi dala, ki se stavljam za več pot vprašanj. Pa bom te prvo nekaj za začeti, da bomo lažje razumeli. Če govorimo o cenah, razlikujemo ceno elektrike od končne cene elektrike. V čem je razlika? Davke, prispevke. Druga stvar, slovenska vozna odvisnost. Razlikujemo, na katero časovno enoto gledamo. Pa še imamo eno specifiko, ki se reče NEK, če vi gledate podatke Eurostata ali pa našega statističnega urada, je Slovenija praktično skozi neto izvoznik, zaradi tega, ker se šteje 100% proizvodna NEK-a pri nas, vemo pa, ampak tega v statističnih publikacijah ni, da 50% imajo Hrvati že naprej, bom rekel, odkupljen. Zelo pomembno pri elektroenergetiki je neka, bom rekel, tista časovna enota, na katero se skoncentriraš, ko ugotavljaš, koliko si, bom rekel, vozno odvisen, je to ura. Letna bilanca ne pove čist nič. In bolj, ko bojo višji, ko bo delež proizvedene elektrike iz obnovljivih virov, manj ti bo povedala letna bilanca. Vse so pomembne urne bilance in po urnih bilancah smo bili recimo leta 2022, ki je bil katastrofalen, 98,9% vseh ur v letu uvozno odvisni. Zdaj, ko ste me vprašali, tisto, kar ima Slovenija hud problem, jaz sem enkrat pisal en članek, mogoče ga kjer od vas bral, da navidezno situacija izgleda lepša, kot je pa dejanska. Zakaj sem to napisal? V tem momentu se v Sloveniji ne gradi niti ena večja investicija v proizvodni vir. Vse je skoncentrirano, bom rekel, na razpršenih proizvodnih, obnovljivih proizvodnih virih, pa še tu moči predvsem na nizke pa srednje napetosti. Drug problem, ki ga imamo, je situacija v šaleški energetiki. Jaz sem tu velikrat, eni so na mene jezni, jaz sem operiran z dejstvi, ne mi kdo dokaže, da nimam prav. Tudi sem pisal pisem kot odgovor sindikatu in pa svetu delavcev Premogovnika Velenje. Da Teša 6 ne potrebujemo, da bomo... Ne, pogledajte, jaz sem bil zagovornik Teša 6, sam ne tazga, so se nekaj na konc naredili. Jaz sem bil zagovornik 400 megavatnega, ki bi ga lahko Teš kupil, ki bi ga lahko se kupil takrat iz viška sredstva, ki jih imel. Ampak pustimo to, problem je, jaz izhajam tudi iz rudarske konce, jaz sem Trbovčan, se pravi, isto smo imeli energetski sistem, rudnik pa elektrarno in poznam travme, probleme in tako naprej. Nekdo bo mogel v tej državi rešiti, kaj narediti za šaleško energetiko, tako kot kaže med 160-200 milijonov na let zgube. Seveda, če gledamo tržne cene, ki bi jih lahko te sam dosegel, ne tiste, ki jih pol dobi. Cene na borzah za prihodnje leta padajo, kar je za gospodarstvo dober podatek. Cene recimo za pasovno energijo tam leta 2027 so malo čez 70 evrov, vemo, kje so te cene 2 let nazaj. To bo neko olajšanje, ampak tisto, kar sem pa zdaj navezal na JEK, kaj pa bo problem v prihodnje. Vse je odvisno, kakšna bo bodoča, predvsem elektroenergetska strategija Evropske unije. Ali bo taka, ki je zdaj, pa še bom rekel stopnevala, ali se bo mogoče bolj umirila, pa bo, bom rekel, šlo to mogoče eno bolj tako, bom rekel, ne tako agresivno, bom rekel, smerjo, kar se tiče zniževanja CO2. V čem je problem? Ni šans, da mi zeleni prehod naredimo na podlagi tržnih pravil. Vse to, kar prehaja v elektroenergetski sistem, mislim pa predvsem hranilnika, baterijske velikih moči
in pa proces proizvodnje viškov elektrike iz presežne elektrike, predvsem iz sončnih, pa potem vodik, hramba tega vodika in transport. Vse to bo potrebovali nove prispevke. Kaj to pomeni? Tisto sem prej na začetku rekel, pomeni više končne cene. Na borzah, ko je pa cene nižje. Zdaj vi v tu umestite JEK, pa sem zagovornik JEK-a. JEK bo pa šel s to elektriko na borzo ali pa na trg. In bo imel stroškovno ceno, naprimer, višjo, kot je pa borzna. Zakaj? Ker bo borzna padala. Zato, ker bo končna višja, ker bo tukaj nekaj drugih prispevkov. To je lahko velika nevarnost. Tega se moramo zavedati. Še ena nevarnost je za Slovenijo. Veste, če v Franciji, ki ima 57 nukleark, naredijo to 58, pa magar ima ekstremno visoke stroške na megavatno uro proizvedeno, se to njim nič ne pozna. Če pa ti narediš nuklearko, novo jedrsko, ki ti predstavlja naprimer 40-50% vse proizvedene elektrike, pa slučajno je malo previsoka cena, je pa tu lahko hudirjo problem za, bom rekel, lastnika, ki je investiral v tako jedrsko. Ne pozabimo, da ima Slovenija, se pravi ELES, relativno najviše čezmejne prenosne kapacitete v Evropi. Mi lahko pokrijemo s termiko 3,5-krat konične porabe trenutno v Sloveniji. Tega nima nišče, kar pomeni, da če evropski trg normalno funkcionira, lahko ti uvoziš vse. Seveda, kaj to pomeni v primeru krize, da se kaj spremeni, ampak tisti, ki zagovarja, jaz sem na gospodarski zbornici ta teden, ki sem bil, in mi rekel, pogledajte, vi govorite, da bi radi imeli zanesljivo oskrbo, kar je logičen. Podpirate zeleni prehod, ok, se strinjam, pa tržne cene. Zdaj bom jaz nekaj vam odgovarjal. Pa bom šel zdaj konkurenčne cene. Tudi te zadnje, kar govorite, jaz mislim, da govorite o želenih cenah, ko to niso konkurenčne, ker konkurenčne imate, jih imate na borzah. Zeleni prehod, a veste, ko bo stal? Pa bi reče, kar imelo na konkurenčne, se ko pa tisti zanesljivost, višek je zanesljivost. Dražje je. Mi se moramo odločiti. Nik s kolegom smo imela včeraj začer, se poznamo malo debate na temo Teša. Teš ima eno varianto, pa bom pa zaključil, sem na dolg. Mi bi lahko, mi zdaj na ELES-u pripravljamo eno stvar, bomo videli, mora pa vse to nažalost Bruslju odobriti. Ali je možno dati Teš v režim CRM-ja, kaj to pomeni? Da ga imaš za neke vrste hladno, se pravi polno deponijo in bom rekel hladno rezervo. Vse tukaj pridemo do vprašanja, kako zdržati rudnik. Rudnik ni elektrarna, rudnik je živ. Bomo videli, če nam bo to uspelo, ampak moramo vedeti, da za to bo treba uvesti nov prispevek. Višjo, ko hočemo sigurnost, to znamo plačati. Tisto, ko pišem, zakaj govorimo 400 do 500 megavat do plinskih, za umestno obdobje, JEK2, če bomo bili zelo dobri, ga bomo imeli tam 240, ne nasedite tistem letnicam 236 in tako naprej, to je fata morgana. Do takrat moramo nekaj imeti, a bomo imeli samo razprašene vire. V tem momentu na svetu ni države in ni tehnologije, ko omogoča delovanje elektroenergetskega sistema na obnovljivih virih. Ga ni. Sploh ne v celinskih državah. Pustimo Kalifornijo, ki ima 365 dni sonce, pa ima le dnevne hranilnike. Mi rabimo večmesečne hranilnike. Vsaj Slovenija. Tako bom rekel, jaz nisem začel v elektroenergetiki, sem začel v strojni industriji. Prišel sem elektroenergetiko v 98, moram reči, da tukaj leži, sem elektroenergetike doživel, jih nisem prej nikoli. To je bilo eno, kar lahko rečem. Druga stvar pa, strategijo slovenske elektroenergetike nikoli ni vodila država, ampak je bila zmeraj kreirana s strani lokalne skupnosti. Zato smo danes tam, kjer smo. Hvala. Kar nekaj istočnic, verjamem, da bo kdo od govorcev morda se tudi še kaj navezal, bi pa jaz vseeno gospoda Krivca, zdaj, ko smo govorili o samooskrbi z elektriko, izvala še glede samooskrbe s hrano. Za kmetijski sektor in živilsko-predelovalno industrijo lahko rečemo, da niso rožnati časi. Zdaj, če se malo pohecamo, so bolj zeleni, ko govorimo o tem zelenem prehodu. O tem je v zadnjih letih veliko govora, pa tudi celoten vaš sektor
sektor ne bil zadnja leta non-stop pod udarom, od pandemije, vojna v Ukrajini, dražja energija, posledično tudi surovine, embalaže in tako naprej. Zdaj, vlada je dvig cen hrane poskušala zameti s tisto slavno košarico, ne, ki pa je povzročila, da je pa vaše podjetje lani prvič v zgodovini poslovalo z izgubo. Skratka, morda komentar na to, pa seveda ne, samo oskrba. Bi Slovenci lahko preživeli zgolj s hrano, ki jo pridelamo sami? Ja, lep pozdrav vsem. Ja, kar se tiče samooskrbe, je Slovenija tako toplo-hladna. Imamo segmente, kjer imamo dovolj samooskrbe, to pomeni goveje meso, belo meso. Kar se tiče svinjine, smo komaj na 30% tih samooskrbe. Svinjsko meso je pač še vedno najbolj pogosta in najbolj zanesljiva, pa tudi najcenejša beljakovinska hrana, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v svetu. Na področju zelenjave smo še manj samooskrbni, bolj problematično pa to, da samooskrba pada. In ne pada, bom rekel, zaradi same naše strukture ali kakorkoli že, ampak predvsem zaradi tudi nespametne in pa nekonsistentne kmetijske politike že kar od leta 90 naprej. Če povem samo en primer, leta 90 se je v Sloveniji zaklalo okrog 800 tisoč prašičev, Avstriji pa 1 800 000. Danes, oziroma lansko leto se je v Sloveniji zaklalo 182 tisoč prašičev, v Avstriji pa skoraj 6 milijonov. To pomeni, ampak tam so že takrat, že po samem vstopu v Evropsko unijo pač sprejeli neko strategijo, ki so se potem držali. Pri nas pa jo non-stop spreminjamo. In ena od škodljivih stvari, ki je naredila veliko škode, mogoče kratkoročno za cene ne potrošnika, ampak dolgoročno pa tudi za potrošnika, predvsem pa za kmetijstvo in živilsko industrijo, je bila tudi košarica, ki je bila lani uvedena. Mi smo se leta trudili, da smo zopet fokus iz cene preusmerili na poreklo. Zgradili smo izbrano kakovost, katere avtor sem bil tudi jaz, zato smo tudi devali izbrana kakovost, tudi eni reče še danes Izidor Krivec, ampak IKA, so kratice. Mi smo s tem začeli, porabili veliko denarja, nekaj prispeva tudi država, polovico, pa primar in pa sekundar. Za lansko uvedbo košarice pa smo fokus zopet iz porekla preusmerili na ceno. In zgodilo se je to, da se je uvoz, dampinški uvoz izjemno povečal, da praktično izbrane kakovosti še 2 leti nazaj, pa leto pa pol, je recimo na resnih trgovskih policah niste mogli najti drugega govejega mesa kot slovenskega, danes praktično je že več kot polovica tudi uvoženega. Nič nisem imel proti košarici, ampak problem je bil, na katerega smo tudi opozarjali te pač ministre, da je potrebo, ali pa ministrice, če že popisuje cene, naj popisuje tudi poreklo. Ampak nismo bili uslišani. To je seveda imelo direktni vpliv na živilsko industrijo, ki pač v času, ko so se primarne surovine, recimo svinjsko meso, se je dvignilo za tudi do 80%, goveje 60-70%, mi pa nismo uspeli, smeli, kakorkoli že, dvigniti cene do trgovine, ker pač trgovina se je tudi borila s tem, da kdo bo najcenejši. Seveda, s tem se je pa potem tudi posluževalo pač uvoza kot nekih viškov, ki se kje pojavijo, in danes poreklo zopet ni važno, kar pa je izjemno škodljivo. Predvsem bo dolgoročno to vplivalo na dvig cen in pa na samooskrbo. Zdaj, samooskrba, včasih kdo reče, pa sej hrane je preveč. Da, občasno je preveč, ampak trenutno v Evropi je začelo primanjkovati in govejega in svinjskega mesa. Več je vzrokov. Eden od vzrokov je seveda ta zeleni prehod, ker pač Nemčija je zmanjšala število prašičev iz 52 na 38 milijonov zaradi welfarja oziroma teh pač standardov, ki so, namesto da imajo v hlevu lahko 100 prašičev, jih imajo lahko samo še 80.
v Nizozemski recimo obremenitev GVŽ na hektar iz 4 na 2, ne. To pomeni, ne zavedamo se s tem, da se bo s tem hrana dražila, ker trg pa deluje, ne. To so borzne cene in ko nečesa primanjkuje, pač gredo cene v nebo. Trenutno je to moj, mislim, da 17. minister za kmetijstvo, ki sem jih v teh svojih, mislim, da sem že skoraj, ja, 30 let, dobrih 30 let na vodilnem položaju v tej branži, oziroma mislim, da sem najstarejši direktor po stažu direktorskega mesta v živilski industriji v Sloveniji in skozi smo opozarjali na iste probleme vsakega novega ministra, ministrico. Ampak, veste, če se nam praktično vsake manj kot 2 leti menja minister, ni dobene konsistence, ne. Saj veste, ko prideš v službo, rabiš leto, 2, da sploh spoznaš sodelavce, potem lahko že začneš resno delati. Enako je verjetno tudi na ministrskih mestih. Tako da kmetijstvo oziroma živilska industrija, ki sicer po GDP-ju ne predstavlja več kot 3% slovenskega GDP-ja, za nekih 2,5 milijarde prometa, z 700 milijoni dodane vrednosti, z 600 milijoni izvoza, z 14 tisoč, 15 tisoč zaposlenimi, če seveda pa upoštevamo, kdo vse dela že živilsko industrijo, pa je to faktor krat 3, a ne. Eno je seveda tista samooskrba, ki bo trpela dolgoročno, drugo je pa seveda, kaj vse živilska industrija pripomore k nekem splošnemu razvoju države, izgledu države. Eno je demografska slika. Brez živinoreje bodo seveda, ki je tako zelo napadana kot neki najbolj umazan in ne vem kakšen povzročitelj CO2, kar seveda ni res. Živinoreja ustvarja v Sloveniji komaj 1,3% ogljičnega odtisa. Tisti strašni metan, ki so mu pripisovali takšne hude posledice, se je ugotovljeno in dokazalo, da se razgradi v 10 letih in da to sploh ni več problem, da je to neki biogeni ciklus, ki pač ne povzroča nekih problemov. Ampak za živinorejo bomo imeli prazno podeželje. Turizem bo trpel. Kdo bo hodil še po naši lepi deželi, ki ima 60% trajnega travinja, kjer lahko samo prežakovalci pridelajo hrano, ki je pač potem primerna za človeka. Samooskrba kot taka je problematična tudi v časih, vemo, dali smo 3 krize. Ena je bila covidna, smo jo preživeli, ampak smo imeli probleme. So bile police tudi prazne. Mogoče še v Sloveniji najmanj, ker smo se znali zorganizirati, ampak druge države marsikje je bilo prazno. Potem je bila energetska kriza, ko so države zapirale izvoz. Recimo Madžarska je takoj zaprla izvoz pšenice. To je povzročilo strašen dvig, ker to je pač tudi prehrana, ena direktno za človeka, druga pa tudi za živali. Potem seveda naravne ujme so tudi stvar, ko je lahko samooskrba problematična, ne. Ko ljudje nimajo hrane, potem je seveda stvar lahko zelo resna. In zato je seveda samooskrba izjemno pomembna, če seveda ne pozabimo tudi na pač ekonomski vidik, ki ga seveda imamo z pridelavo lastne hrane. Problem živilske industrije je tudi, da seveda, da smo najboljše podjetja razprodali, da smo še redki posamezniki, ki smo še kot poslednji Mohikanci v nekih slovenski lasti, pa še ti smo včasih ne preveč priljubljeni oziroma vprašanje, kako dolgo bomo sploh zdržali glede na to globalizacijo in pač cel odnos v naši živilski oziroma kmetijski prehrambeni verigi, ki ni ravno zgleden. Imamo ponesrečene varuhe, ki ne opravljajo svojega dela. Marsikaj gre narobe in jaz upam, da nas bo počasi srečala pamet, da bomo imeli bolj konsistentno in nekako planirano kmetijsko politiko, ki bo izboljšala ta naš status.
Gospod Simič, če pa smo s čim samooskrbni v Sloveniji, ne, smo pa to z predpisi in birokracijo, pa še to uvažamo iz Evrope, ne, dodatno. Zdaj, ko ste vi prevzeli vodenje vladnega strateškega sveta za debirokratizacijo, se je omenjala številka predpisov 20 000. Zdaj, danes ta številka najbrž ni prav hudo manjša, kvečemu še kakšen dodaten. O debirokratizaciji pa se govori že leta in leta in leta in tudi letos recimo bo ena izmed glavnih zahtev obrtnikov prav debirokratizacija. Zakaj imamo v Sloveniji oziroma imajo v Sloveniji uradniki tako radi predpise? Zato, ker če imajo veliko predpisov, veliko nadzirajo in lahko veliko kaznujejo. Torej mi zaradi tega mogo 1 promila pa 1% tisti, ki delajo narobe, uvajamo predpise in potem stiskamo vse ostale podjetnike, izgubljajo se v nekih obrazcih. Veliko so pa krivi tudi sami podjetniki. Jaz velikokrat omenjam, organizira se vrh gospodarstva, kjer pride 500 gospodarstvenikov. Nobeden ne ostane, da bi kaj povedal predsedniku vlade, kaj mu gre. Nobeden. Vsi so veseli, da je prišel, odploskajo, on gre in naslednje leto se dobimo spet in tako iz leta v leto. Vmes se pa pač sprejemajo predpisi, kaznuje se, dobijaš kazni, ne vem, vi koliko veste, banke vam zapirajo račune, Furs gre v kontrolo, pa tistega, ki nima računa, ga kaznuje. Ta firma pa ne more računa nikjer odpreti. To je zdaj masovni problem, ne vem, koliko ste z njim seznanjeni, jaz sem na to opozarjal že pred 5 leti, celo sem predlagal, da bi se pač ukinila ta obveznost, da moraš imeti račun, kjer ga moraš imeti odpreti, pa vidim, da na slovenska podjetja zdaj odpirajo račune v Bosni, v Uzbekistanu, Tadžikistanu, pa ne vem, kaj še vse okrog, ker v Evropski uniji ne morejo nikjer več odpreti, ker enkrat, ko ima zaprt račun v svoji državi, je zadeva zključena, mogoče Revolut, pa še kakšne zadeve. Pomeni, in s tem, ker ti sprejemaš tako birokratsko zakonodajo, daješ moč državnim uradnikom. Oni so glavni, oni odločajo, kaj boš ti moral delati in tako naprej. Ne vem, zdaj je bilo tudi, ne vem, če tudi mogoče ne veste, ki se s tem ne ukvarjate. In to je ta težava. Jaz delam na davčnem področju, ker ga ljudje zelo malo poznajo. In bila je taka ena banalnost, ko so morali računovodje poročati o tem, v športnih društvih vi imate, da peljete otroke z avtobusom na potovanje, na tekmo, je tako. Računovodje so morali poročati za vsakega otroka, vožnja podeljena na 50 otrok in so morali za vsakega poročati, koliko denarja je odpadlo na njega, ne govorim še pol vse ostale zadeve. To je bilo tisoče podatkov nepomembnih, ki jih ne bo nihče gledal. In tako naprej. In to vse pač nekdo sprejme, se ne razburja. Zdaj so, mene kličejo dostkrat, bom rekel, in računovodje in davčni svetovalci in me kritizirajo. Pred enim tednom je bil v Portorožu direktor Fursa, ki je pač zelo birokratski aparat, je bilo tam, mislim, da 500 ali 600 ljudi, noben ga ni vprašal, zakaj je tako vse skupaj birokratsko. Torej, ljudje se bojijo, zato ker če se bo izpostavil, bo imel težavo. Se bodo spravili na njega, ga bodo zmasirali, bo dobil kazni in tako naprej. Jaz na mojem blogu pač objavljam vsake toliko časa, ne vem, če ste zasledili, zadnjič je inšpektorica izdala odločbo nekomu, ki je imel v blagajni višek 2,6 evra. To pomeni, da je delal na črno, pokasiral je 2,6 evra. Torej, jaz kaj prakticiram, jaz ko dajem tringet v gostilni, zahtevam, da kelnerc ali pa kelner takoj tisti denar da v žep, kajti če ga bo dal z ostalim denarjem, ko bo dobil kontrolo, bo imel težavo. In vsakemu reče, ime čuden gleda, sem rekel, gledaj, jaz že vem, zakaj sem ti rekel, da ga takoj v žep. In pač na nek način se v tem uživa, da se pač sprejemajo novi predpisi. Mi smo jih takrat res imeli veliko, tudi veste, da smo predlagali, da se pač predpisi, ki ne veljajo že leta, da se izbrišejo iz evidence, potem se je iskalo razloge, zakaj to ne bi bilo in tako naprej. Potem je bilo zadeva, celo so pač, to je bila pač igra opozicije, celo so rekli, da bo to delalo moje podjetje in da bo moje podjetje pokasiralo 780.000 evrov, čeprav je v gradivu pisalo, da bo to uradni list. In zato jaz pravim, dokler mi imamo tako klimo v Sloveniji, ki ti vsak lahko potakne vse, kar ti želi, da mediji to zagrabijo, te maltretirajo, bo pač tako, vsak se bo pač bal na nek način karkoli narediti, ker se boji. Je pa debirokratizacija enostavni proces, enostavno uvedeš, sprejmeš, ne smeš poslušati ljudi, kaj govorijo. Recimo, mi smo pripravili takrat zakon o debirokratizaciji unovčenja kriptovalut. Pomeni, zakon je imel 3 strani, 15 ali 16 členov. Veste, koliko sem bil pripomb zakonodajne komisije? 4 strani. Zato, ker iščejo razloge, ker niso pripravljeni na nekaj novega, ker niso pripravljeni na nekaj enostavnega.
In ko pride pol novi minister in reče, veste kaj, mi bomo pa po kriptovalutah ne bomo imeli ta zakon, da ti plačaš, ne vem, tako je bil predlog 5% od tega, kar vnovčiš, mi bomo ugotavljali dobiček. Ne vem, je kdo od vas že poskušal ugotavljati dobiček pri kriptovalutah? Ni šanse. In mi zdaj recimo imamo kar nekaj davčnih pregledov. Jaz, če gledam z mojega vidika davčnega svetovalca, birokracija je super. Dela, kakor hočeš, nikoli ga ne bo zmanjkalo, ampak jaz se s tem ne strinjam. In jaz sem imel zmer težavo, ko sem dvakrat, ko sem bil direktor FURS-a, ko sem prišel nazaj, jaz nekaj mesecev po prvem mandatu celo leto nisem imel kaj delati. Inšpektori so bili prijazni, delali so samo tisto, kar je res narobe, niso se zgubili v podrobnosti in tako naprej. Na koncu ugotoviš, da karkoli narediš, škodiš na koncu sebi. In enostavno, mi mislim, da v Sloveniji tudi Evropska unija nas pritiska za temi svojimi birokratskimi zadevami. Ne bom omenjal preprečevanje pranja denarja, ker moramo izpolnjevati cel kup obrazcev, ker smo zdaj dobili nek vprašalnik, ki ga mnogi težko sploh izpolnijo in tako naprej. Ampak vse to nas vodi, vsi hočejo imeti neke evidence, statistika hoče imeti svoje evidence, on hoče imeti svoje evidence in tako naprej. Namesto, da bi to združili, tudi ko sem jaz prišel v zadnji mandat, smo naredili en REK obrazec. REK obrazec je, ko se poročajo izplačili dohodkov. In smo jih iz 4-5 spravili v enega. Tam so bili tudi eni podatki, ki so se pošiljali statistiko, podjetja so jih pošiljala, to je en ZAP-M obrazec. In mi smo ga takrat ukinili. Jaz zvem pred 2 meseci, da ga še zmer pošiljajo. Ampak veste, na tistem obrazcu so vsi podatki, ki so v davčnem obrazcu. Pomeni, ti bi samo rekel, statistiki, vzamite zaporedne številke iz davčnega obrazca 5, 8, 10, 20, 23, 24 in imate vse. Ne, oni zahtevajo, da zavezanci izpolnjujejo posebni obrazec in ga pošiljajo in tako naprej. In tega je cela vrsta, ampak to se je težko pogovarjati z nekom, ki to ne razume. Jaz vem, ko včasih kakšni bivši politiki pridejo k meni, pa ki jim razložim, kaj se vse dogaja, prav to ni res. Sem rekel, ja res, sem se s tem niste ukvarjali. In jaz mislim, da ni možnosti, da bi se karkoli zgodilo, ker tudi če bo kdo prišel, pa bo hotel nekaj racionalizirati, bo doživel prvo medijska vprašanja, medijski linc, potem bo zgubil čas in potem se na koncu reče, zakaj mi to sploh treba in tega ne bo naredil. Drugače pa to enostavno rečeš, tega ni treba izpolnjevati, imamo nadzorne organe, ki to nadzirajo, naj gledajo pač zadevo iz računalnikov. Torej jaz, ko sem prišel na FURS, sem rekel, fantje, zakaj vi hodite po gostinskih lokalih? Če imate program, sedite v pisarni in točno vidite, kdo vam ne izda račun. Če mi kdo zjutraj od 5 ali pa od 6 do 9 ni izdal nobenega računa, grem gledati njega. Ni mi treba hoditi po lokalih, pa nekoga iskati, da ima 10 centov pa 15 centov preveč v blagajni, pa ga kaznovati. Tako da jaz ne vidim, da bi se bilo možno kaj narediti na področju debirokratizacije. Tudi zdaj, to, kar oni govorijo, da bodo naredili nekaj na debirokratizaciji, torej 2 leti sta mimo, mi smo v 2 letih naredili en zakon o debirokratizaciji, pa drugega, pa ne vem kaj vse. Tile niso naredili do zdaj še nič, razen da se stankujejo. Tudi zdaj, ki pripravljajo davčno reformo, so že januar, februar, marc, april so že mimo, zdaj bo prišel maj, prišle bodo evropske volitve, ker mislim, da ne bodo upali za spremembo zakonodaje ven, potem so pa že v juniju, juliju, ko so počitnice, pa smo že v avgustu. In to ni, jaz ne vidim šanse. Edina prednost, kaj je prednost te vlade, jaz sem pa vsak dan nasmejan, to pa moram priznati, vsako dan kakšno ušpičijo in jaz pravim, da to pa na moje zdravje popliva dokaj pozitivno. Ja, smeh je pa pol zdravja, pa ne potrebujemo zdravstvene reforme. Gospod Počivalšek, Slovenci zase radi rečemo, da smo pridni, delavni, marljivi, pa smo res. Zdaj ne mislim v tem posameznikov ali pa po številu opravljenih ur, predvsem po tem, ali številke potrjujejo, da bi bila Slovenija dežela pridnih ljudi, tudi morda v luči tega, kar smo slišali od predhodnikov. Mi definitivno delamo veliko in delamo vedno več. Ne delamo pa dovolj produktivno. To je dejstvo. Zdaj, če vas vprašam, kakšna je razlika med slovensko, hrvaško pa srbsko ekonomijo? Pa bom jaz odgovoril. V absolutnem smislu skoraj nobene. Vsi naredimo približno isto. Mislim, da smo lani naredili mi 63 milijard BDP-ja,
Hrvaška je imela nekaj čez 70, 71, 72, Srbi pa so na 67. Se pravi, naredimo vsi isto, ampak je razlika velika. Mi za 2 milijona, te prvi sosedi z 3,8, oni malo niže dol pa 7,2, kakorkoli, ne vemo koliko jih je. Se pravi, en Slovenc naredi za 2 Hrvata, 3 Srbe. Ampak ni v tem problem. Problem je, da severni sosed naredi za 2 Slovenca oziroma še več. Če smo mi naredili 63 milijard, mislim, da so Avstrijci lansko leto naredili čez 450. Jih je, mislim, da 4-krat več, pa 7-krat več naredijo. To je dejstvo. In tukaj moramo pač pogledati na sever in poskušati nekatere zadeve spremeniti. Če pogledamo čisto produktivnost, ki je usklajena s kupno močjo, smo bili leta, mislim, da 2008 na 82% Evropske unije. Pa smo po teh turbulencah prišli leta 2021 oziroma smo bili na 84%. Pa smo padali, pa rasli in prišli konec 2021 spet na 84%. Pa smo na koncu leta 2022 padli nazaj na 82%. Tudi če bi šli pogledati tiste številke, o katerih sem prej govoril, s Hrvati, Srbi, pa Avstrijci, pa našo rast bruto družbenega proizvoda, prišli do tega, da mi počasneje tečemo. Razlika med južnimi sosedi in nami se manjša. Dihajo nam za vrat. In tukaj je z nami nekaj narobe. Jaz verjamem, da mora biti za slovensko gospodarstvo akcijski načrt za višjo rast produktivnosti Biblija za razvoj slovenskega gospodarstva. To je dokument, ki ga je naredila ali pa ga dela in je živ Ekonomska fakulteta v Ljubljani, profesor Mramor in mislim, da je še 30 sodelavcev, ki je širok, naslavlja več zadev. Dejstvo je, da je temelj tega dokumenta demografska slika Slovenije, ki kaže starajočo se družbo in da so pred nami nevzdržni izdatki za zdravstveno in pa za starostno oskrbo in da je ta naš demografski problem Slovenije tako velik, da če ga ne naslovimo takoj, bomo imeli 30-letne posledice. In tudi potrebno je povedati, da bi bila, če bi hoteli obdržati obstoječ standard, da bi bila potrebna stopnja rasti produktivnosti čez 9% na leto. Če pogledamo nazaj, od 2000 do 2018 pa je bila naša stopnja rasti komaj 1,7%. In da se vrnem, mogoče bom pol nadaljevanju še več okoli tega povedal, mi imamo težave s tem, kaj bi radi. Radi bi imeli avstrijske plače, se pravi, več denarja bi radi imeli, radi bi manj delali in radi bi dobro živeli. Ne gre. Na glavo je zgodba postavljena. V tem trenutku Avstrijci nižajo davke. Ne vem, če veste, imajo odprto diskusijo o tem, da bi podaljšali delovni čas iz 40 na 41 ur. Ob tem, da bi plača ostala enaka. Jaz verjamem, da je to pač ponudba industrialcev, ki je pač pogajalsko izhodišče, da bo na koncu potrebno plačati tisto dodatno uro. Včeraj je bila anketa na ulicah Dunaja, 6 vprašanih, nihče ni bil egzaktno proti temu. Vsi si želijo, da se ohrani tisti standard in način življenja. Pri nas pa smo prešli v končni fazi, še enkrat povem, v razpravo samo o delilni ekonomiji. Ne vem, kako bi temu rekel. Mi nismo v javnosti na te teme, o katerih danes govorimo, ne pomnim, slišali kako poglobljeno diskusijo. Strinjam se z Ivanom,
o tem, kako izgledajo ti vrhovi našega gospodarstva. In tudi strani gospodarstvenikov bo potrebno jasno in glasno nasloviti te težave na tiste, ki ustvarjajo pogoje za to, da lahko gospodarimo. Zakaj je to pomembno? Še enkrat. Slovenska ekonomija je izvozna. Mi z domačim trgom ne moremo funkcionirati. Zato je pomembno, kakšne pogoje vam ustvarjamo strani politike, da lahko z vašimi podjetji uspešno poslujete. Zdaj, gospod Krivec, če imam prave podatke, ima vaše podjetje nekje 450 zaposlenih. Kako pa je pri vas s tem socialnim dialogom? Najbrž si tudi vaši zaposleni želijo višje plače, boljše pogoje, manjši delovnik, manj opravljenega dela. Kako je pri vas s tem in kako jim recimo vi odgovarjate, pa tudi, ali imate tudi vi takšne težave s pridobivanjem kadra kot po nekaterih drugih panogah? Ja, seveda, v naši branži, če smo hoteli obdržati delavce, smo pač v zadnjih letih, v zadnjih 3, 4, 5 letih morali močno popraviti plače. Smo mogli malo nadpovprečju v živilski panogi, pa vendar ne. Največje probleme imamo s tem, da pač, ko se naši primerjajo s kakšnim sosedom, ki dela v kakšni drugi dejavnosti. Pri nas se mi zdi, da je fejst nekaj narobe. Vsi suporti gospodarstva, banke, izredne dobičke, elektrogospodarstvo, izredne dobičke, energetika, zavarovalnice, vsi, ki pravzaprav so narejeni, da bi gospodarstvo lažje delalo, imajo 2-krat više plače, pa ekstremne dobičke. Gospodarstvo se pa duši. Torej, mi nimamo takšen problem s samimi plačami, kot jih imamo z primerjavami, ko se ljudje začnejo primerjati. Pri nas je pač delovna intenzivna panoga, ljudje morajo fejst delati, veste, tudi, bom rekel, prisotnost na delovnem mestu je eden od faktorjev, ki vpliva tudi na plačo, in zadnjič mi pride in primere na delo, kaj pravi direktor, jaz sem zelo zadovoljna pri nas, fajn kolektiv smo, vse je v redu, ampak, veste, jaz sem zdaj izkoristila priložnost in bom šla drugam v službo, sem rekel, pa kaj je plača problem? Pa ni toliko plača, je, ampak, veste, in je bila 2 meseca na bolniški, zato ker se je Ahilovo tetivo neki, ampak rekla, veste, jaz sem imela tako slabo vest, tam, ko grem pa zdaj, pa ne bom imela slabe vesti, če bom na bolniški, in kam gre? V javno upravo, in to je problem, da pač, da živimo v nekih različnih svetovih in problem za delovno silo je malo manjši, kot je bil, zato ker pač se mi zdi, da ipak, gledajte, živilska industrija preživlja pretrese tudi v Evropi, ogromno mesarjev se je vrnilo nazaj na delo, tudi v Nemčiji ne tečeta mleko in med, se ne cedita, zapirajo se delovna mesta, ogromno živilska industrija se je zaprlo, tudi plače niso več tako, bom rekel, pri nas so se pravzaprav dvignile. Tam so praktično ostale na istim nivoju. Veliko imamo seveda delovne sile, ki prihaja iz trga bivših naših republik, ampak tudi tam jih ni več, ker so se tudi tam plače praktično zelo približujejo. V Evropi se mi zdi, da se plače kar nekje v branžah izenačujejo. Mi smo že, ne zaostajamo več po plačah avstrijskih mesarjev, moče za kakih 200 evrov še, s tem, da tam seveda nima plačene malice, nima ne vem kaj, ne gre malica v delovni čas, tako kot gre pri nas, in zato pravzaprav ni več takšnega odliva. Seveda je pa lani, letos smo imeli dosti težav, ker pač oziroma kdaj se je to ukinila ta nova dohodninska zakonodaja, ljudje, najprej smo bili obtoženi mi, da smo jim zmanjšali plače, neto plače, imeli smo veliko problema, da smo jim dopovedali, da nismo to mi vzeli, ampak da se pač zopet nazaj vrnil tisti dohodninska lestvica, ko je bila prej, kakorkoli že. Letos imamo težave, ker smo pač zdaj ljudem
morali trgati teh 35 evrov obveznega tega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ljudje zopet mislijo, da bomo to mi vzeli. Rabiš en čas, da jim dopoveš, da to nismo mi vzeli, da jim pa zdaj moramo trgati. Ljudje pač gledajo žal neto plače, ki pa so se ko je pač prenehala prejšnja vlada oziroma nova vlada je pač to nazaj ukinila in pa to, ki je zdaj obvezno, da moramo delodajalci trgati dopolnilno zavarovanje, ljudje to razumejo, kot da smo jim to mi vzeli. S tem imamo težave, ampak drugače pa seveda zdaj država, nekako smo zdaj sklenili sporazum tudi z Filipini. Na Hrvaškem imate Filipincev tako ogromno, tako da vedno več delavcev prihaja pač iz teh daljnih trgov Indije, Nepala in pa tudi, bom rekel, zdaj bo iz Filipinov. Žal, ali pa žal, se tako tudi mora biti, ti niso nič cenejši kot naši, pravzaprav smo veseli pa, da jih dobimo. Kar pa ugotavljamo pa to, da je vedno manj interesa naših ljudi za delo, tudi za delovna mesta, ki je treba sprejeti odgovornost, pa so višje plače. Mislim, da so problem tudi socialni transferi, ki so, jaz sem seveda za socialne transfere, vendar ti morajo biti primerni, predvsem pa nadzorovani. V Sloveniji pa mislim, da ni ne eno, ne drugo. Ja, sej gospod Simič, davčno reformo je omenil gospod Krivec. Tudi vi ste prej že nekaj načeli. To je povezano pravzaprav z vsem, s konkurenčnostjo, s pridobivanjem delovne sile. Zakaj bi pravzaprav nekdo neko stvar, ki ljudem nekam daje, pač ukinil, to napovedal celo pred volitvami in potem tudi dobil volitve na ta račun? To nekako ne gre, no, skupaj. Ja, gledaj, če imaš ti dobrega človeka, ki te prepričuje eno leto, da je ukinil prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ljudje to verjamejo, pa kaj češ narediti? Pride pa konec januarja, pa ugotovi, da bo nekdo trgal 35 evrov. Vete, ljudje so pač včasih naivni. Vsi smo vedeli, da je ukinjeno prostovoljno, ampak da je uvedeno obvezno. Ampak če nekdo vsak dan poje, da je ukinjeno prostovoljno, gledajte, kaj sem naredil za vas in ljudstvo to verjame. Jaz sem sam rekel, počakali bomo penzije konec januarja in to se je zgodilo. Ampak ti to ljudem ne moreš, ker ljudje ne razumejo, kaj pomeni, da si ti ustavil splošno olajšavo, ne vem, na 5 jurjev in da ne bo šla na 5 pa pol, 6 pa pol. Ljudje tole občutijo šele, ko dobijo plačo, potem je pa kriv delodajalec. Zato, ker prej ne poslušajo. In to je tisto, kar nekdo tudi, ta nova vlada, ki je prišla, prvo, kar je naredila, in to je edino, kar je naredila, torej jaz govorim na področju davkov, da so ukinili tisto, kar je bilo takrat sprejeto v času Janševe vlade, ko smo delali vsi skupaj, ko smo pač uvedli neke, bom rekel, znižanje, bom rekel, davkov, bolj ugodno olajšave in nižje obdavčitve. Veste, Avstrijci, ki zmanjšajo obdavčitev zavezancev, rečejo, mi smo vam poklonili 2 milijardi. Pri nas oškodovali ste proračun, tisto reformo, ki smo jo takrat naredili, točno vem, je bilo 200 milijonov manj na leto. 200 milijonov, če gledamo, kaj se zdaj dela, je malenkost proti temu, kako se zdaj tala denar. Ampak ne, takrat je opozicija rekla, ne, zgubili bomo 800 milijonov, ker so vzeli 4 leta krat 200. In so govorili 800 milijonov in zdaj se bili na okrogli mizi in en govornik rekel, ja, 800 milijonov smo zgubili zaradi Janševe reforme. Se rekel, ja, v 4 letih. Ampak ljudje tega sploh ne razumejo. In zato pravim, da je včasih težko in vse prav, da se zdaj zavedajo, da so bile ukinjene olajšave, da je bila povečana stopnja za najemnine. K meni prihajajo stranke, ki se čudijo, zakaj mora plačati 25%. Se rekel, gledajte, ste vsa leta plačevali 25%, vmes je bilo eno leto, ko ste plačevali 15%, zdaj pa spet 25%. Ampak ljudstvo je to hotelo, ljudstvo to ima in enostavno ljudje ne razumejo in to me ne moti. Posebno na področju davkov ljudje se premalo zavedajo, kaj se dogaja, kaj se spreminja in kaj se da narediti. Gledajte, mi smo takrat pri Bajuku smo rekli, davko dohodka pravnikov vse imamo 25, gremo z njim do 15. In smo takrat pripravili prvi zakon in bo 23, potem se je pa vsako leto zniževalo za 1% točko, prišli smo do 17 in kaj so naredili? Dvignili so na 19 in zdaj so dvignili na 22 in vse je tiho. Še ploskajo na vrhu gospodarstva. Torej, to, kar je prej omenil tudi Zdravko, Hrvaška ima davko dobička
do 1 milijona prihodkov podjetij, mislim, da je 10%. Davek na dividende imajo 12%. To pomeni, če to dvoje seštejem skupaj, da dobim to, kar imam dobička, da dobim v žep je 21,5. V Sloveniji je to danes 41,5. In kam bo šel? Če prodajaš podjetje, pa imaš si hrvaški davčni rezident, moraš biti 2 leti lastnik, da imaš 0. Pri nas moraš biti 15, s tem, da smo zadnjič znižali z 20 na 15. Ne? To pomeni, zakaj? Nekdo, ki prodaja neko veliko podjetje, ki bo veliko zaslužil, pa ima vikend ali pa hišo na Hrvaškem, pa sta oba žena stara čez 60 let, otroci vsi polnoletni, kaj bo naredil? Preseli se na Hrvaško. Res, da bo imel avto s hrvaškimi tablicami in tako naprej, da ne bo imel zdravstvenega zavarovanja, ampak njemu bo ostalo 2-3 milijone, ki bi jih moral tukaj plačati. In to je, jaz vsaki taki stranki rečem, da to ni državotvorno, ampak je za njega v redu. In zmeraj, ko se ti boriš za druge, ti fašeš, ne? Torej ne oni, za katere se boriš, ker ti si se ne zaveda, ti si se zavedajo šele, ko pride v obračun čez 1 leto, ne da bi se zavedali takrat, ko se dogaja. Ne? In mi smo takrat imeli veliko idej, torej nekatere od teh smo uresničili, prav gotovo je, da davek od dohodka takšen, kot ga imamo, je previsok. Hrvati imajo ta višjega, nad milijon evrov imajo 18%, pomeni 4% točke manj kot mi. Mnogi pač grejo tja, mnogi se preselijo na Hrvaško. V Avstriji je pa spet druga zadeva. V Avstriji pa te inšpektori znajo tolerirati. Te jemljajo kot podjetnika, kot gospodarstvenika in mnogi grejo v Avstrijo gor delati in tako naprej. Zadnjič sem imel enega podjetnika, ki je bil gor v Celovcu, ne, pač neko proizvodnjo, hoče imeti neko proizvodnjo halo, župan ga je počakal, mu je povedal, da v 2 mesecih uredijo vse. Pa je rekel, čakajte, ampak moja dejavnost je malo čudna, rabim kakšna ekološka. Je rekel, vi se ne sekirite. To mu vse mi uredi, vi samo pridite pa zaposlite delavca. Pri nas pa, če hočeš kaj narediti, prvo bremze je 5 let ali pa 10 let ali pa 20 let. Jaz pa včasih imam občutek, jaz včasih to mojim strankam povem, ker recimo v kakšnih davčnih postopkih, ki uspemo, pa nekdo hoče zdaj tožiti državo. Se rekel, moraš biti izpolnjen en pogoj. Dovolj mlad moraš biti. Ker oni na oni strani, bom rekel, državno odvetništvo, oni se menjajo. Oni so zmeraj tam stali 40-45. Ti si pa začel pri 45, prideš do 65. Ne? Pa se ti pol več ne da. Pa ko ugotoviš, kaj to vse pomeni, vsa ta birokracija, kako ti, ki te je nekdo maltretiral 10-15 let, zdaj imam eno zadevo, ne vem, če ste kaj brali moje bloge, kjer o tem pišem, ko so se spravili na eno družino, so jih sesuli. In smo skoraj, bom rekel, 90% uspeli. Zmagali vse. In zdaj iti tožiti še 10-15 let, pa zakaj? No, na tej poti boš umrl. In to je tisto, kar je pri nas. Premalo se ceni človeško življenje, premalo se ceni to, da nekdo mogoče res ni kriv, ker pri nas velja pravilo, če ti je nekdo izdal neko odločbo, si kriv. In ti moraš iti celo pot, da dokažeš tudi do Evropskega sodišča. In mnogim se ne zelo pravim, da ko bo ljudstvo dojelo, ampak padli so na 35 evrih, ko bo ljudstvo dojelo, kaj je za njih dobro in kaj ni, takrat bomo lahko pogovarjali, dokler pa tega ni, pa ne moramo nič. Mi lahko delamo debirokratizacijo, lahko uvajamo. Veste, ti uvedeš olajšave, uvedeš dobro za ljudstvo, a na volitvah zmaga tisti, ki je obljubil, da bo vse to povečal nazaj in više obdavčil. To meni ni logike in jaz tega ne bom razumel in tako pač je. Tako da upam, da se bo kdaj spremenilo, da bo boljše, ampak kar se tega tiče, nisem optimist, ampak sem še zmeraj vsak dan nasmejan. Gospod Šuštaršič, vlada je obljubljala, saj smo že omenjali nekaj, ne, davčno reformo po reakciji javnosti od tega odstopila, potem smo obljubljali oziroma slišali obljube o zdravstveni reformi, te ni, pa reforma plač v javnem sektorju je nekje v delu, nekje v oblaku, zdaj se obljublja pokojninska reforma, bomo videli, kaj bo nastalo iz tega. Katera od reform bi po vašem mnenju morala biti tista prioritetna? Kaj je, kot je rekel gospod Simič, dobro za ljudstvo? Pa tudi za javne finance, no, ne samo za ljudstvo. Jaz sem prej povedal, kako je ta vlada obljubljala reform za približno milijardo, ne? In potem je prišel debakl z davčno, ne, tam na Brdu, ne, kjer so predstavljali in v koaliciji, ne, tiste velike seanse, to je bila zadnja, ne, so rekli, da bomo imeli vsak mesec eno, ta je bila ta zadnja.
In mislim, da kad srečal državnega sekretarja, on je bil iskreno prepričan, da premier sam ni poslušal, kaj čist drugače govoril po novinarjem, kot so oni predstavili davčno reformo, ne. On 14 dni je dojel, da v bistvu on ni poslušal dobro in da premier je vedel, kaj govori, ne, in da pa je odstopil, ne. Ampak minister je pa ostal, ker mu je vseeno, kako razume. Ampak takrat je ta bila omaknjena in potem je premier rekel, da bo vlada delala samo tiste reforme, ki bojo ljudje sprejeli in ki jim bojo koristile. In to je pomenilo, da je rekel, da vlada ne bo delala nobenih reform. Zato ker, veste, če nekaj, to je tako, če nekaj ne boli, pol to ni reforma. Veste, to je tako, ko greste k zdravniku, kaj nekaj narobe z vami, ja, ni zdravila pa terapije, kjer se ne bi bilo treba potruditi, pa če jim odreči, pa kjer bi kaj tudi bolel, če imaš resne težave, mi resne težave imamo. Ne moš pokojninskega sistema reformirati, recimo tako, da bojo vsi imeli več, pa da bojo manj delali, pa imeli više penzije. To pač ne gre. In tudi, če imaš 600 milijonov rezerviranih ali pa ne vem koliko. In to je treba znati razložiti. Drugače najpomembnejše je po moje zdravstveno, zato ker če zdravstveno naredimo, penzijske ne bomo rabili. Mislim, pač ne bo toliko ljudi več zdržali do takrat in pa ne dosti dolgo pol v penziji. In tam je pa velik problem, imamo točno ta problem, o katerem ves čas govorimo. Ljudje enostavno pri nas, ne vem, omeniš neko čisto normalno rešitev iz Evrope, vsi bi imeli Evropo, ampak omeniš neko čisto normalno rešitev in večina ljudi pade na popolnoma ideološke finte. Se pravi, tam zdaj jaz imam enega kolega, ki je zelo pameten, pa se, res, to je fajn dečko, pa se veliko pogovarjajo. Ampak recimo dopolnilno, jaz mu sploh nisem spel začeti razlagati, zakaj dopolnilno mogoče ga ne moš kar ukiniti, ker je rekel, ja, tle jih pa podpiram, ker ne maram zavarovalnic. To je bil pač argument. Ampak to je dejstvo, tako ljudje razmišljajo. Na tak način je treba politike prodajati, z enostavčnicami. Ampak resno mislim, in samo mi rabimo enostavčnice za te stvari, ki so v redu. Zato, ker na uni strani so že vse enostavčnice pripravljene. Zdravstvena reforma, kaj je bil problem? Dopolnilno, dvoživke so problema. In približno to je. Zdaj, če nekdo dvoživko ukine, je že naredil reformo. Ukinil tudi zdravstvo s tem posredno, ampak to bomo videli čez 5 let. Tako da tam je treba sistem postaviti na nek jasno logiko, treba je, mislim, prepovedati splošni dogovor, pa potem reformirati zavod, pa dopustiti druge zavarovalnice, da to isto delajo, zato ker tam se denar upravlja in tam ni nobenega upravljanja denarja. To je FURS v obratni smeri, tako ko FURS davke pobira, tako je govni denar zapravljajo, v glavnem. Ampak, in če greste analizirati, jaz sem to kar nekaj hodil po zdravstvenih ustanovah, srečne je toliko zaradi sebe, pa sem lahko opazoval, tam 90% problemov ali pa 90% nekih prilagoditev, nenavadnih rešitev, ki jih naredijo pri nas v zdravstvu, je zaradi tega, ker so tam neka pravila financiranja. To, da ti doktor teče z kliničnega na kliniko, zato da ti tam izda napotnico, ko si prišel na pregled, ker ga te on naročil, on je napisal, prid takrat, pa takrat, ti prideš takrat, pa takrat, nimaš, on gotovi, da bi moral imeti napotnico in teče iz ene ordinacije v drugo, zato da ti izda napotnico. Take norosti, mislim, on bi med tem, kaj tam laufu, verjetno je to tako za zdravje dobro, kot da se Ivan smeje skozi, ampak tako da ta zdravnik bo še dolgo zdravo, ampak fajn pa ni, in vse te norosti, ko gotoviš, da v bistvu se zaradi pravil 30% časa porabi. Meni enkrat ena sestra rekla, a veste, koliko mi pravil kršimo vsak dan za to, da lahko komu sploh pomagamo. In v gospodarstvu počnete isto, vsak dan kršite koliko pravil za to, da lahko nekaj naredite pa prodate. In to je ta norost, jaz mislim, da ni samo, ja, je želja po kontroli, ampak je tudi ta mentaliteta, da svet mora biti urejena. A veste, pač,
predavaš na faksu kot po avtorski pogodbi v redu, predavaš kot SP na faksu ni v redu. In zdaj seveda rešitev za to je, da so zdaj rekli, da bojo zakon tako napisali, da se bo vedel, da kot SP ne smeš predavati. Ne, da bi rekli, ja pa vse, imamo problem in zato mislim, da glavni razlog je pa v tem, da kakorkoli se to neumno sliši, ampak črko zakona, ponovadi je to še črka predpisa, navodila itd., to lahko vedno pregledaš, preveriš, odkljukaš, izpolniš ali pa ne. Se pravi, to je ta primer tega štempljanja. Ti ugotoviš, da pač nekje izkoriščajo delavce, pa verjamem, da tega je kar nekaj, pa seveda tudi verjamem, da noben kaj tle sedi, tega ne podpira. Ampak kaj ti narediš? Ti uvedeš evidenco, zato ker potem lahko sediš, ali pa greš na teren, pa preverjaš, a so vse evidence prvo izpolnjene. In če niso, napišeš kazen. In potem rečeš, lej, zdaj smo pa nekaj naredili. In potem se ljudje naučijo izpolnjevati evidence in potem ne pišeš več kazni in potem rečeš, lej, ukrep je deloval, noben več ne kršil. Resnico so vsi sam naučili evidence izpolnjevati. Rešil nisi pa nič, ti bi se moral pa naučiti najdejanske kršitve in jih sankcionirati, tako kot je treba, ampak to je ta logika. Kljukati je najlažje in potem to posod naredimo kot rešitev. In tudi ni to problem oblasti, ampak je tudi problem tega, kadarko se kakšen problem pojavne, vsi najprej tečejo, kaj bo pa vlada naredila. Mi smo zadnjič imeli en tak bolj liberalen forum, smo se pogovarjali o tej energetski krizi. Ja, vsi so tekli k vladi, kaj bo vlada naredila. Predstavljate ministra, ki bi bil liberalen, pa bi rekel, ali pa predsednik vlade, preko vlada ne bo nič naredila, ker gospodarstvo bo to rešilo. Vse zadeve se bojo, gospodarski cikl se bojo umirile, zakaj bi se morali mi s tem ukvarjati? Vlada mora dati okolje, v katerem lahko delate. Ja, če je zelo resna kriza, potem ima lahko kakšno vlogo. Sicer je pa nima, ampak vsi tečejo k vladi, kaj boste naredili? Pa kaj boste naredili zato, ker je enega grdo pogledal, pa gor pa dol. In pač to je po moje naš največji problem, da hočemo imeti vse lepo urejeno. Problem Evrope je pa, če bi šel pa prej naprej, na zadnjič gledal pred leta 2000, sam še to povem, kaj je zanimiv, mogoče vam še nekaj povem. Od leta 2000 je EU sprejela neko lizbonsko strategijo, kjer je rekla, premalo investiramo v raziskave, pa za 30% manj produktivni smo od Amerike. Še vedno smo za 30% manj produktivni od Amerike, še vedno ne vlagamo raziskave v razvoj kot EU, 3%, kot je bil takrat cilj, ampak 2 pa neki, kar se vmes spremenili je, da je kitajski BDP takrat bil 20% leta 2000 evropskega, danes je 100%, pa v raziskave in razvoj oni vlagajo to kot EU. Korejci pa je tak 5, pa Američani pa 4 pa 5%. Tako da cela Evropa je zadaj. Točno zaradi tega, ker zadnjič je bil en tak lušen plakat, ki je bil tako, Amerika inovira, Azija posnema, Evropa pa regulira. In zdaj vse je najbrž treba, ampak če počneš samo eno od teh stvari in to tisto, ki se reče regulira, delaš napačno stvar. In mi imamo edino srečo, še vedno, da imamo gospodarstvo, ki pa se bori nekako preživi. Ne tako, kot bi lahko, ne tako, kot bi v nekem urejenem okolju mogoče že bili bliže Avstriji, ampak preživi. In zaradi tega, ker preživi pol, vsi imamo zadost za vse. In ta logika, je še vedno pravim, da je to logika Metalke iz leta 1985, ko se moja žena tam zaposlila, pa je rekla, si lahko čez vikend eno bormašino sposoden, ker smo nekaj rabila tam. Pa je bilo mogoče, takrat enkrat, še v socializmu. In rekla, se bom ponedeljek ko izutri nazaj prinesel. So rekli, lej, mi imamo tega toliko, ti to kar mej, so rekli, imaš lahko en mesec, so rekli, mi imamo tega toliko, da nas še za prodajati ostane. Na konc. A veste, in to je ta logika, po kateri Slovenija funkcionira. Imamo tako dobro gospodarstvo, da na konc sploh še za gospodarstvo nekaj ostane, za neke mehne dobičke, pa da se nekaj investira. Prej pa vse ostalo odnesemo domov.
Jaz zdaj sicer še imam pripravljeno vprašanje za gospoda Mervarja, ampak ker nas bo mogel zelo hmalo zapustiti, bi mogoče to svoje vprašanje odstopila komu v publiki, da ne boste pol razočarani, da ni mogel odgovoriti. Eno zanimivo stvar bom povedal, pa se bom navezal na tebe, enes pa na Zdravkota. Ti si rekel recesija? Ne. Ti si rekel recesija? Zdravko rekel produktivnost. Poglejmo se podatke NCOE, NCOE je Evropsko združenje sistemskih operaterjev, se pravi firm take KLS, in poglejmo se podatke Eurostata za lani. Kaj je zaskrbljujoč ful? V letu 2023, na leto 2022 je imela Slovenija, kar se tiče negospodinskega odjema, to je vse, kar ni gospodincev, drug največ pad porabe elektrike za Grčijo. Zelo slab podatka. Če gremo gledati cene, ne smemo reči, da je to zaradi tega. Ker recimo smo imeli bistveno, se pravi spet iste skupine, ki so imele nižje cene, kot recimo so bile cene, prosim statistika, nižje, kot so bile v vseh naših okoliških državah. Potem sem jaz že leta 2022, ki je bila tista elektroenergetska draginja, ki smo delali neka osnova, kjer ukrepe sprejeti, sem naredil samo eno analizo, ker sem vzel 100 največjih porabnikov na distribucijskem omrežju. Se pravi, tukaj ni železarn, pa ni Taloma. Od teh 100 sem očistil vse, kar je državnih monopolov, recimo Petrola, kakvar, potem vse izračune, sem prišel do 57 nabora 57 porabnikov, največjih cvet slovenskega gospodarstva. A vi veste, koliko je bil delež elektrike v prihodkih teh firm? 2,6%. Da mi pa nekaj reče, da je to vpliv. Ne. Imamo en hujš strukturni problem v Sloveniji gospodarstvu, ker te podatki ne gre skrb. 2,6, ob tem, da je dobiček leta 2022 bil pri teh 57 firmah 31% višji od dobička leta 2022. Se pravi, nekaj nam hudičev ne špila. In tukaj, ko si ti rekel o recesiji, Zdravko pa produktivnosti, tukaj imamo problem. To se hotel sam, pa se mi zdaj zanimiv. Mogoče samo vprašanje, še ker bo mogel gospod Mervar čez par minut iti tlele v prvi vrsti. Alenka, mikrofon. Gospod Mervar, lep pozdrav. Logar, premogovnik Velenje. Zdaj tu ste, ko sem poslušal vso to debato in ko prijemo do tega, se spomnim vašega članka, mislim, da je bilo leta 2021, Enigma slovenske energetike, kjer ste lepo zapisali, kaj pomeni, če smo več kot 40% vozno odvisni, pa pustimo zdaj minutne pa urne. Ampak tam ste napisali, da vas je tega pošteno strah, in da je to priložnost za trgovce. Se pravi, a nam zdaj v slovenski energetiki diktirajo tempo trgovci, ali bomo pogledali malo bolj strateško, ker namreč se samo navežem naprej. Pogledamo NEPN, nacionalni energetsko podnebni načrt, o katerem smo v zadnjem osnutku, a je bil zadnji osnutek februarja, zapisali, da mora biti do leta 2030 vsaj 85% proizvedene električne energije, se pravi, naš cilj je, da bo 85% proizvedene električne energije z slovenskimi proizvodnimi napravami. To zdaj nekako, ko pogledamo tematiko in ko čutimo vse to, prihaja do tega, da prijemo do tega, da nas je treba takoj zapreti. Mi smo tisti, ki vsi pozabljajo, da plačujemo zelo drage CO2 kupone in nas je treba zapreti takoj, jutri. In ko se seveda potem tudi spet navežemo dalje, pridemo do tega, da ko pa govorimo o nuklearki, pa tudi jaz sem en izmed tistih, ki to podpiram, da ne bo pomote, pravimo, to je strateškega pomena, pozabljamo, da bo cena, strokovnjaki govorijo, od 120 naprej, rečemo, zadnje smo od poslanca Svobode v državnem zboru slišali 150 € na megavatno uro. In pridemo spet do šaleške energetike ali pa do termoelektrarne ali pa do premogovnika in rečemo, ja, vi, ki pa imate ceno, rečemo med 140 pa 180 € na megavatno uro obremenjeno s CO2 kuponi,
vas je pa potrebno nujno zapreti zaradi vseh teh minusov, ki jih povzročate. Spravi, moje vprašanje gre v tej smeri. A lahko razmišljamo v Sloveniji strateško, ali bomo v Sloveniji za strateške stvari razmišljali samo ekonomsko? Hvala. Ja, saj sem pričakoval, ker smo se včeraj že nekaj na to temo. Poglejte, moramo eno stvar gledati. Zdaj, ne bodimo ne ti, ne jaz, se pravi dva druga, ki nimata zveze z energetiko. Ona dva tu gledata. In se sprašata, zakaj hudiče bi pa jaz na položnic plačal še tukaj zraven. Zastopimo. Mi se moramo kot država odločiti. Tistih 15% leta 2030 uvozno, samo 15% na letnem nivoju, to je kar velik, to je 25% ur, bomo cel let uvozno odvisni. Se bom jaz drugače vprašal, pri takih cenah, borznih cenah, na day-ahead pa na spot, bom rekel za spot pa day-ahead produkte, ki so bili, naprimer, unte vroč vikend v marcu, da ne rečem zdaj te zadnje, ki je bil tudi lep. Recimo v Sloveniji na naše borz, kateri lastnik je preko Adexa 2 Eles, 50 €, če nisi izklopil, si plačal za vsako megavatno uro, ki se da v mreže. Boste videli, kaj bo letos. Letos bomo prvo let v Evropski uniji prišli do teh norih cen. In tukaj se ste prvo vprašali, kdo bo investiral v sončne. Veste, negativne nizke cene nobene ekonomije, ne? A bomo prišli spet nazaj do prispevka. So velike odprte stvari, kar se tiče Šaleš, kar sem prej povedal na začetku. Prvič, ne skrivati kakače ruge, da pač, bom rekel, je poslovanje finančno za nič. Za nič. Zaradi večjih razlogov. Seveda je CO2 kupon glavni strošek. CO2 emisija stane njih za težo tukaj, kot lignit. Kdo je to predpisal? Evropska unija. Tukaj imate glavni problem. Treba se odločiti, ali smo Slovenci pripravljali pri tem stanju duha, ki ga imamo, požreti CRM mehanizem. Jaz sem s CRM mehanizmom, kolega Košorok se bo spomnil, ki je bil šovan direktor HSE, smo takrat mi da razmišljali. Kje ima Slovenija problem? Premočne LSU-je čezmejne prenosne kapacitete. Prav, pa se vi imate tukaj teh kapacitet, vi ne rabite nobenega CRM-ja. 2018 februarja, ki je bil če se spomnite, en mesec snežil, v enem dnevu smo kar v Evropski uniji kar pozabili na enotni evropski trg. Ga ni bilo trgovanje čezmejnega. Tu so tisti mejni pogoji, zdaj pa. Ali smo mi tu pripravljeni plačati ali ne, to je zdaj glavno vprašanje. Ne moramo pa živeti tako, ki bi danes sred pa večina, ki je zbere medije. Mene je strah za elektroenergetiko, ki bere medije. Ne bi nič več plačali, noben ne bi nič zgradil, za vsako tehnologijo je en proti. In tako se enkrat izjavil na enem intervjuju, kupil sem močen bicikl z debelo ketno, zakaj? Je tam šel v Kyodr začeti, da mi treba, da moja le knjigo brala. Ker če bomo se tako nosili, se nosimo, mi ne bomo naredili nič, pa ni važno, kjer vlada eno oblast. Gospod Počivalšek je želel že prej repliko, pa če je še kakšno vprašanje v publiki. Ja, hvala. Ne toliko repliko, koliko bi želel kljub vsemu s pogledom naprej pač razložiti, kaj mislim, da je potrebno narediti, da preidemo od mišic k možganov. Prej sem govoril, da delamo veliko, da se moramo transformirati iz komponentaša v smeri high-teka. To ne gre čez noč. Imamo ta načrt za dvig produktivnosti. Za mene je dvig produktivnosti temeljni izziv za to, da bo naše gospodarstvo začelo hitreje teči. In na prvem mestu izpostavljam inovacije. Mi moramo kot država podjetnikom pomagati po vseh možnih močeh, da se v inovacije vlaga več, da ima gospodarstvo dostop do zadnjih tehnologij. Druga zadeva, ki bi hotel omeniti, je Evropska unija in pa regulacija. Tukaj je en velik problem tudi naše birokratizacije. Mi moramo v vsaki politiki, v kakršnikoli vladi, delati na tem, da iz Evrope implementiramo samo in edino tisto, kar se zahteva. Niti enega milimetra več. Mi smo konstantno bolj papeški kot papež
In ko se odpre ena zadeva z neko grožnjo, da če tega ne naredimo, bomo pa ne vem kaj morali plačati v Evropski uniji, tega naredimo ne vem kolikokrat več. To je zadeva, do katere sem kot minister prišel ne takoj, ampak po nekaj letih, pa tudi po srečanju z nemškim gospodarskim ministrom, ki je imel za potrebo, da to zgodbo izpostavi na prvem mestu v temah pogovora. Tretja zadeva je debirokratizacija, vse na enem mestu, krajši roki odločanja. Mi smo temu rekli Simičeva komisija za debirokratizacijo, je ni več. Po tej poti bi bilo potrebno iti, strinja se vsem, kar je Ivan povedal na tem področju. Ukinili smo tudi demografski urad, ki je en skromen poskus nasloviti največjo težavo, ki jo bo imelo slovensko gospodarstvo v prihodnje. Okoli debirokratizacije je povedal še eno prigodo, ki sem jo imel kot minister, ko smo se z Magno v Kanadi pogajali za tovarno v Mariboru in smo imeli tudi srečanje z predstavniki gospodarskega ministrstva Kanade, kjer sem spoznal naslednjo logiko. Ko v Kanadi gospodarstvenik pride pred okence uradnika in ko uradnik spozna, da ideja gospodarstvenika diši po davku, od tistega trenutka dalje je ta problem gospodarstvenika naloga javnega delavca, ki naredi vse, da vi lahko začnete čim prej plačevati davek. To je logika, ki jo moramo uvesti pri nas, če hočemo priti do te debirokratizacije. Naslednja zadeva, o kateri smo govorili, so strukturne spremembe energetske porabe. Tukaj bi samo z strani gospodarske logike povedal to, da se zavedate vsi skupaj, da mora priti do velikih strukturnih sprememb in v smislu racionalizacije porabe, vendar tudi, da je pred nami pač ta zeleni, ampak kljub vsemu postopen prehod. Potem pa pridemo še na eno zadevo, o kateri sicer ne govorimo, je pa bila razlog, da sem se jaz lotil politike leta 2014. SDH pa državno premoženje. Jaz upam, da veste, da imamo še vedno preko 11 milijard državnega premoženja, da je preko 100 podjetij v taki ali drugačni državni lasti. Jaz osebno gledam tukaj vir zla za več zadev, ne samo za nizko produktivnost. Mi imamo državna podjetja v infrastrukturi, v industriji, v energetiki in za čuda še kje v turizmu. A veste, da je 70% slovenskih velikih hotelov 100% državni lasti? In ne verjamete? To je situacija, ki je samo na Kubi še taka. In če pogledate sosede, prehitevajo nas po levi in po desni. Mi smo naredili v zadnjih 10 letih 2 nova hotela, v enem od njih smo tukaj, ampak sta mestna. V turizmu sem zadnjega jaz naredil, ne vem kdaj, 2006 ali 2008. Govorimo o hotelu 150 sob in pa več. To so zadeve, ki se morajo spremeniti. Ne gre samo za to, da se zadovoljimo z novo strategijo upravljanja državnega premoženja z merljivimi cilji, vendar mislim, da je potrebno sprivatizirati vse, kar ni strateškega. Ko ste to temo odprli, poprijemo do tega, da bi vsi imeli vse tako, kot je in še naprej. In zadnja zadeva na tem področju je prenos znanj iz univerz v podjetja. Tukaj ne morem mimo tega, da spet gledam preko severne meje. TU Wien, se pravi Tehnična univerza Dunaj in pa njihova gospodarska zbornica bosta pripravila projekt za Expo na Japonskem, država pa bo sfinancirala to zgodbo
predstavljanja njihovega gospodarstva na svetovnem forumu. Mi nekaj takega nismo v stanju. Če hočemo dvigniti produktivnost, bo potrebno zagotoviti transfer znanja iz univerz v podjetja. V vsakem primeru moramo ustvariti pogoje, s katerimi bo naše gospodarstvo lahko hitreje teklo. V situaciji, ko pa želimo imeti više plače, manj delati, pripadajoči produktivnosti, pa lahko rečem samo, da drvimo v prepad. Naša naloga je, da te zadeve obrnemo in da začnemo glasno zastopati gospodarstvo, ki je edini motor, ki ga imamo na razpolago. In tukaj polagam tudi vam in to, kar je bilo že rečeno, da bo potrebno pač o teh zadevah glasno govoriti, ne moremo biti samo tiho. Hvala. In morda še kakšno Ja, gospod Sevčnik. Razmišljati o ukinitvi proizvodne, 1/3 slovenske proizvodne v elektroenergetiki, mislim, da je, in to iz enega najmodernejših objektov v Evropi, mislim, da to ni prava smer. Da je treba najti vse možne variante, kako to zadevo peljati dalje, tako kot je potrebno. Prej ste pa v razpravi omenili hranilnike, energije in pa ne vem koga, ne sej. Jaz mislim, da če malo razmišljate naprej, najboljši hranilnik energije je velenjski premog oziroma rudnik. In če tukaj najdete sistem, ki bo na nek način tudi omogočil obratovanje Teša, verjetno s kako spremembo, jaz mislim, da ne rabite nobenih hranilnikov energije, ki so izredno dragi, pa tudi po kapacitetah, bom rekel, so zelo za delovanje elektroenergetskega sistema, za tiste urne postavke, ko ste govorili za pokrivanje te porabe v teh minutnih, urnih rezervah, mislim, da ni primerjave. In mislim, da tukaj je treba narediti napor. Pa še nekaj, da vaše razprave gredo v smer, ko v bistvu na nek način spodbujate razmišljanje kolegov iz ostalih energetskih družb, da se denar preteka recimo v skupini HSE v dolino, v Šaleško dolino, kar mislim, da ni prav. Mislim, da moramo razmišljati, da je to državna energetika, ki v bistvu je državnega pomena, tako kot je Gen, ki v bistvu dela na tem tudi, da bi pač denarni tok iz zdravskih elektrarn prišel v Gen. Tako da mislim, da tukaj je treba imati enake vatle za vse in državna energetika, s njo se ni zaigrati. Jaz mislim, da imamo v preteklosti dosti, bom rekel, nekih pozitivnih praks, ki nam to na nek način tudi potrjujejo. Hvala. Skušal hitro odgovoriti, ker sem res modi. Poglej, Branko, tem kole povedal, če bi tisti, ki danes delajo v Tešu in premogovniku, niso kriv za totalno napačno odločitev leta 2009. Totalno napačno odločitev. Vedeli se je takrat, da lignita ni dost. Seveda je lignit, zmeri se moraš poprašati, tudi če je državno. Koliko pa je 1 gigajoule? Se spomniš po 2025? 7 evrov stane. Ne mi reči, da ni to res. Jaz nisem nikoli napisal, da je treba zapreti. Nikoli. Samo gledati v luft, pa mislil, da bo kar rešitev prišla samo od sebe. Po projekcijah cen, ki so na borzah, ki se oblikujejo referenčna borza za Slovenijo, je madžarska borza. V letu 2026 sigurno, če se ne bo kaj drastičnega spremenil, spremeni se pa lahko plinska kriza, eskalacija vojne v Ukrajini, pa še kaj. HSE ne bo več mogel pokrivati stroškov cele skupine z tistem, kar zasluži iz elektrarne v Sloveniji. To je glavni problem. In če poznaš zakon o insolventnosti, ga poznamo vsi, tega sigurno najbolj poznaš, se zna narediti, da revizorji v naslednjem letu ne bojo več dali mnenja, ker bo treba slabiti Teš pa premogovnik na nulo. Zakaj? Zaradi tega, ker ti ne moreš na dolg rok dokazati, tu je mednarodni štandard, je govoril o tem, sem se jaz tudi zdaj zmislil. Ti ne moreš dokazati, da boš dajkoli 1 evro povrnil. Mislim jaz proti, še enkrat. Ampak treba bo iskati, jaz sem prej povedal, ELES, ne bi bilo treba razmišljati o CRM-ju, pa razmišljamo, kako to rešiti.
še tu bom preden. Jaz sem testiral novembra 2022. Ali smo mi sposobni obratovati v Sloveniji, brez da imamo 1 megavatno uro proizvodnje slovenskih elektrarn. BP. Seveda je pa tu strateško napačen. Se zanašati na ne vem kak uvoz in jaz vem, če si 40% uvozno odvisen, če je vse super, je super, če pa problem je pa hudo. Jaz bi tako rekel za na konec, hvala organizatorju za povabil, moram reči, sem prišel z veseljem, vem, da kako tako rad rečem, kakor mi ni všeč, ampak tak sem po narav bil in bom šel naprej, dokler mi še aktiven. Hvala. Ja, najlepša hvala tudi vam. Vidim, da vas bomo mogli še večkrat povabiti, da je kar interesa po vaših odgovorih. Zdaj, če iz občinstva ni drugih vprašanj, bi mogoče sogovornike prosila samo za en kratek komentar ob koncu, za neko piko na i, ali v vsem tem, kar smo danes slišali, lahko ohranimo kakšen kanček optimizma. Mogoče gospod Šušteršič najprej, pa potem po vrsti. Kanček pa zmeraj, mislim, jaz sem po naravi optimist, ampak ne, vse zadeve se bojo, a veste, počasi se bo ta val malo obrnil, no. Res je to, kar je bilo večkrat rečeno, ne, gospodarstvo se premalo sliši, tudi mi včasih. Doma, ko gledamo poročila, pa rečemo, zakaj so zmer te sindikati, a ne, zakaj ne gre gospodarstvo stavkati, vsako sredo recimo, ne. Ampak, ne. Ta druga stvar je pa, da definitivno je to, kar je bilo rečeno velikrat danes, ključne produktivnosti. Se pravi, ne koliko narediš v eni uri, ampak koliko zaslužiš v eni uri. In to je, zato ker karkoli pogledate, podatke, zelo jasno, jaz sem šel zadnjič za Slovenijo prav gledati, zelo jasno plače sledijo rasti produktivnosti. Se pravi, odgovor na to, kdaj bomo bolj živeli, kdaj bomo lahko s plačam financirali še zdravstvo, pa šolstvo, pa tako naprej, take, ko hočemo imeti, je takrat, ko bo produktivnost zadosti visoka. Za vse to. Prej pa to, mislim, prej treba pa na tem delati. Tako, ok. Pa mimogrede, ki je rekel, da jaz največ vem, insolvenčna zakonodaja na Ministrstvu za pravosodje. Kakorkoli je to absurdno, ampak tako je. Gospod Simič, vaša zaključna misel. Jaz bom čist kratek. Nasmeh do 26, od 26 pa optimizem. Vidim, da je bil danes fokus na davke, seveda pri nas mislim, da se je narobe, ker pač poskušamo proračun polniti z dvigovanjem davkov, ampak že Churchill je sam povedal, da tisti, ki misli, da lahko blagostanje ljudi dvigne s tem, da bo dvignil davke, tako kot bi poskušal samega sebe dvigniti, če stojiš v vedro vode. Bi pa povedal, da je optimizem v naši branži lahko tudi na enem segmentu, ki se mu reče pobiranje davkov. Nažalost, v živilski branži spadamo med tiste, kjer je najmanj pobranih davkov. Na področju svinjskega mesa 50% je sivega trga, na področju govejega mesa 30%, na področju vina več kot 50%. Slovenija proizvede tam med 80 do 120 milijonov litrov vina, med drugim v naši lasti je tudi vinska klet Radske Gorice, tako da to branžo poznam, ampak z okusom po davku imamo samo 50 milijonov, pa še to ne, prodanega vina. Torej pomeni, veliko je v Sloveniji še ne pobranega davka, kar se pa seveda produktivnosti tiče, se pa strinjam za Zdravkotom, ker pač mi smo tehnološko že dokaj dobro posodobljeni, primerljivi, sigurno z Avstrijci, vendar po produktivnosti naša branža za njimi zaostaja vsaj za 20%. Ampak tu pa je vzrok tudi delovno-pravna zakonodaja. Eden od boljših razlogov za dvig produktivnosti je tudi seveda disciplina pri ljudeh. In pri taki delovno-pravni zakonodaji imamo včasih res probleme, kako dvigniti produktivnost. Ja, slovensko gospodarstvo je zelo trdoživ motor.
in ga z še takim trudom, da bi mu metali v gorivo kakšne take in drugačne težavne zadeve, ne moremo in ne bomo ustavili. In jaz globoko verjamem, da bo v gospodarstvu, pa tudi drugje, čas za optimizem prej, kot si Ivan ti rekel. Hotel si reči, da se bom prej nehal smejati. Do takrat bo pa uporabil rekreativna raba konoplje, ne? Spoštovani gostje, najlepša hvala za vse vaše misli, za vsa vaša sporočila. Mislim, da so bila slišana, tudi za ta optimističen končni nagovor in hvala tudi vam, spoštovani obiskovalci, da ste si vzeli čas in prisluhnili tej res zanimivemu pogovoru. Hvala lepa.